za Aconcagua je bila sigurno ideja od mene in od brata Pavleta. Namreč, ko sva bila v vojašnici v Kranju, sva dobila v roke knjigo Viharji na Aconcagui in tam je opisovalo vzpone na Aconcagua vseh strani, kar je bilo pač takrat obdelano. In ko sva videla tisto južno steno Aconcagua, v kateri je obstajala samo res francoska smer in pa en par variant na francosko, sva videla tisti steber levo pod južnim vrhom Aconcagua in sva rekla, to je najin cilj in sva ga vzela v zakup dejansko, ne. No, potem, ko sva prišla domov z vojske, počasi takrat je zacvetel alpinizem na primorskem odseki, so se rojevali v bistvu kot gobe in sekcije in odseki. Tako da se nas je zbralo dovolj ljudi, ki so plezali že težke zadeve in je pač smo rekli, če bi organizirali eno odpravo, ampak nič ni bilo mišljeno proti, ali je to državna ali to luna, ampak potem smo rekli, zakaj pa ne bi primorska bila, ne. Ni bilo nobenih patriotov, ne vem, da bi nekaj razmišljali, oni pa ne sme ali pa to, ampak smo rekli, naredimo primorsko odpravo tako, da bomo skupaj, ne, da se spoznamo in tako smo se potem organizirali in zadevo potem peljali naprej v pozitivo. Dosti dela je bilo za pač iti na odpravo, iskali smo sponzorje, denar in potem dosegli vse tiste cilje, kar smo jih zadali, smo tudi potem dosegli. Imeli smo srečo, v bistvu smo imeli en mesec od doma do doma, ne, in v tistem času smo naredili svoje delo, kar smo jim planirali. Lepo je bilo delati z podjetji, ki so nam pomagale, se šili hlače po najinih načrtih, nekdo je zvihtal puloverje, nekdo tako da smo prišli tudi do ene opreme, da na primer takrat še ni bilo puhastih oprem tako. Midva s Pavletom sva dobila na primer v Ajdovščini firmo, ki je delala obleke za hladilnike, ne, in s tistimi oblekami smo mi splezali Aconcagua, ne. Tako da ni bilo nič posebnega. Gorotekse smo imeli tiste prešite Gorotekse, ki so bili že za loce pa za Everest prej podobni, ne. No, midva sva imela še smolo, ker nam jih je plaz odnesel pod steno potem, ne. Ja, v teh letih, začetku 80-ih, konec 70-ih, začetku 80-ih so se tudi na Primorskem začeli pojavljati zelo uspešni, aktivni plezalci, alpinisti, predvsem brata Podgornik, v Idriji so bili odlični plezalci. Mi v Postojni smo želeli biti zraven, Tolminu, Janko Humar, Ivan Rejc, Idrci, in tako se je porodila ideja, da bi tudi sami organizirali na Primorskem. Jaz sem bil takrat najmlajši, pravzaprav sem imel 19 let, ampak so se odločili, da bi organizirali odpravo primorsko, tudi da bi pokazali tem centralam, če tako rečemo, alpinizma na Slovenskem, po drugi svetovni vojni, pa tudi že prej, je seveda ta zgodovina je starejša, Ljubljana, Kamnik, Tržič, Kranj, a ne, še dlje v preteklosti tudi Jesenice seveda, ampak potem so bile te centrale, ne, Kranj, Tržič, Kamnik, Ljubljana, da tudi na Primorskem zmoremo plezati v visokih gorah in se je pojavila pobuda primorske odprave torej udeleženci iz primorskih alpinističnih odsekov na Aconcagua v Južno Ameriko, na meji med Argentino in Čilejem, malo manj kot 6980 metrov visoka gora, in da bi šli v njeno južno steno. Iz Postojne smo nekako bili trije kandidati, Biščak, Bogdan, Rado, Fabjan in jaz. Rado potem se je nekako temu odpovedal, imel neko delo in sva bila z Bogdanom izbrana v ekipo. Organizirali so jo v glavnem gospod Murovec iz Idrije, taki dve zvezdi sta bili seveda brata dvojčka Peter in Pavel Podgornik iz Vipavske doline, ki sta že sodelovala leta 80 na odpravi v južno steno Lotseja, zmogla takrat nekaj imenitnih vzponov v Alpah in v domačih gorah, in potem smo šli na pot, ne, tam na južni polobli. Jaz sem bolj pasivno spremljal, ampak sem se seveda potem, ko sem bil potrjen v ekipi v tej odpravi,
skupaj z Bogdanom začel resno pripravljati, ne, oktober, november zlasti in potem decembra. Tu sem bil že prvo leto v Ljubljani, v jeseni leta 81. V bistvu ekipa se je zelo hitro skristalizirala, zato ker po prvih tistih srečanjih, ki so bila v Idriji, se je razjasnilo, kaj si želimo, kaj se pričakuje od ljudi, koliko bo mogel tudi vsaki vložiti, ne, in vsaki pač tega ni bil sposoben oziroma si ni mogel privoščiti oziroma mu ni bilo do tega, ne. In potem, ko se je nekje skristalizirala ta odprava, je v bistvu vsi smo živeli za ta cilj, vsi smo pa plezali neobremenjeno z drugimi, ne. Vedeli smo, da več ko bomo plezali, boljše bomo pripravljeni, ne. In tako so se rojevale smeri v Julijskih, v tem primorskem delu največ, ne. Pa potem vmes Rejc je bil na odpravi, na primer v Ekvadorju, Trušnov je bil že prej na odpravi na Skranjčani v Peruju. No, on je bil v bistvu naš organizacijski vodja dejansko, ne. Načrt je bil splezati hrib po treh smereh, ne. In to je bila poljska smer v vzhodni steni, tam je bilo 5 ljudi noter, med njimi tudi Tamara Likar. Potem je bila ponovitev francoske smeri, to so bili 4, in plezanje nove smeri v južnem stebru, tisto, kar sva midva s Pavletom, bratom, planirala in bi šla tudi sama, če ne bi prišlo do primorske odprave, ker to je bil najin cilj življenjski, tako da bi šla sama, ne. Tekel sem verjetno nikoli več potem tako zavzeto, zagrizeno, rahlo tudi prestrašeno, 3000 metrov južne stene, si nisem znal predstavljati, kako to izgleda. Nekako smo zbrali, da bi šli ena ekipa 4 v novo smer, druga ekipa ponoviti francosko smer z Mestnerjevo varianto v južni steni, tretja ekipa pa po normalni poti oziroma po lažji poljski smeri na vrh. Pripravljal sem se tako, da sem tekel vsak dan, ne, na Šmarno goro, decembra je bil tudi že sneg, na Šmarno goro iz Medvod, z trolo sem mogel iti do tja, ne. Potem Prešvica nazaj v študentsko naselje, kjer so fantje vedno vsak teden imeli kakšen žur, ne, kar me je tudi malo bremenilo, čeprav seveda se nisem mogel po vsem temu izmakniti. Ob koncih tedna sva pa z Bogdanom hodila v gore, da sva pridobivala kondicijo. Ja, najprej aklimatizacija, ne, človek, ko gre prvič je vedno samo prvič, ne, v vseh stvareh. Potem, ko je drugič, že približno veš, kaj te čaka, ko greš prvič, pa ne veš, slišal sem tudi grozne zgodbe, kako človek na 4000 metrih začne bruhati, kako pri 5000 metrih lahko umreš, ne veš, kako bo organizem reagiral. Smo naredili lepi 2 taki aklimatizacijski turi, oba brata Podgornik sta bila zelo prijazna, dostopna, tudi odločna, determinirana, bi rekli, ne. Imeli smo vodjo odprave Žarko Trušnovec, zdravnika smo imeli, Andlovica, ki je bil še starejši mož, ampak zelo prisrčen, topel. Bil je celo na Tolminskem zdravnik moje babice še pred toliko let nazaj, ampak je bil tudi z nami na odpravi, ker je bil tudi tak alpinist, tudi on. Takrat že gospod, čez 50, jaz sem bil mlad, ne. Tako, vzdušje je bilo zelo dobro, seveda alpinistično, ne, tako fokusiranost na cilj, ne, tako zelo, kot se reče, koncentracija na eno nalogo, ki jo imaš, ne, kot je to. Hkrati pa vzdušje v redu, Zlatko Gantar, dragi prijatelj iz Idrije, ne, z njim je bilo veliko smeha, šale, z idrijskim humorjem. Meni so bili vedno tudi simpatični ti različni značaji, 2, Olenik in še kolega iz Sežane, iz Krasa, Škapin. Tako da smo se kar dobro ujeli, potem smo pa nekako oblikovali 2 navezi, oziroma 3 naveze. Po najlažji poljski smeri, s katerimi je šla tudi Tamara, edina punca, ženska, ki smo imeli na odpravi, se je tudi lepo držala v tej moški družbi. Ne, se ni ustrašila kakšnih cinizmov ali pa
moške ironije. Potem pa 4 za francosko smer, midva z Bogdanom Biščakom, Slavko Svetičič in pa Milan Črnilogar z Idrije oziroma s cerkljanskega področja, in pa brata Podgornik, Rejc in Zlatko Gantar, ki je imel pa izkušnjo iz El Capitana, tehničnega plezanja, ker gor so pa imeli v cilju novo smer na južni vrh Aconcagua, kjer je pa bila prav visoko gor nad 6000 metrov taka skalna pregrada, ker se ni vedelo, kako priti tam čez. Zlatko šel z njimi. Potem smo štartali najprej mi v francosko, hkrati tudi oni v novo smer. Mi smo bili precej hitri. Smo seveda težki nahrbtniki, ampak smo precej hitri bili. To je meni ustrezalo, da si hitrejši, pa manj nosiš, ne, oziroma mlademu duhu je to mogoče lažje. In smo šli kar uspešno čez te pregrade, smo jih malo naštudirali seveda že prej doma. Skalna stopnja, prvi bivak, drugi bivak, potem gor Seraki, tam na višini 6000 metrov, taka ledena pregrada. Potem pa tisti zadnji bivak gor nad 6000 metrov mi je ostal v spominu, ker smo bili v celi Južni Ameriki nekje najvišje, ne. Tam spiš, mini šotorčke smo imeli s sabo, samo tako, da smo lih prekrili se čez spalne vreče. Posebno vzdušje. In potem 4. dan na vrh. Jaz se spomnim, ko smo mi prišli ko smo se vračali v civilizacijo, ne. Na ta dan 28. smo bili na vrhu in potem smo se vračali, smo prišli do višine 6000 metrov, tam smo srečali argentinske vojake in mi smo tam zalegli v eno barako brez strehe, ki je bila, in ko so videli vojaki, kdo smo, ne, so samo rekli sur, sur, ne, sur, sur pomeni južna diretisima na južni vrh dejansko, ne, ampak so potem naredili krajšnico sur, sur. In v bistvu je prišel vedenje o tem vzponu je bilo zelo hitro, je šlo po hribu gor kot požar, ne. Zato, ker mi smo prišli dol v Ameriko, smo prišli mi s skritimi načrti. Nismo rekli, da bomo to plezali, ker če bi rekli, da bomo to plezali, verjetno nam ne bi pustili, ne. In dejansko smo šokirali svetovno javnost, argentinsko, da sploh ne govorimo, ne. Ker nas je počakalo, potem ko smo prišli v Puerto del Inca, nas je čakalo 40 novinarjev, ne, in televizije in vse, ne. In potem, kamor smo prišli potem v Mendozu, se spomnim, ponoči nas je ustavila vojska, ko so nas peljali z avtobusom, so nas ustavili in prišli gor s tistimi mitraljezami in gledali, kdo so to, ne. In potem je eden rekel sur, sur, ne. In ko je nekdo rekel sur, sur, so nam oni salutirali, nam 4, in so rekli srečno naprej, ne. In potem je bilo res, mislim, težko opisati. Potem, ko smo prišli v Buenos Aires, v Buenos Airesu nas je čakalo množica Slovencev na letališču, slovenska zastava, slovenska beseda, novinarjev, da ne govorimo. Potem v domu Triglav, mislim, norišnica je bila, res. In mi smo bili, šokirali smo, dobesedno smo šokirali javnost s tem. V bistvu bili smo pa tudi en pozitiven vzgled za njihove alpiniste, argentinske, ki so želeli nas posnemati, ne. Ker mi smo srečali, takrat, ko smo prišli do Placa Francija, tam, kjer smo preživeli pol noč, predzadnjo noč povratka domov oziroma v civilizacijo, smo srečali na odpravo Špancev, ki so prišli prav na ogledne odprave za to smer, ki smo jim mi splezali, ne. Ampak oni so to mislili v himalajskem stilu plezati, ne. Sigurno mi je dala ogromno, ne. Če samo pomislim, koliko energije smo vložili v to, ne, in koliko nam je povrnila, ne. Dejansko, saj ne čakaš, da boš zaslužil ali pa da boš dobil nek denar od tega, bolj je zadoščenje, ne. Da si uspel napraviti, da si uspel spraviti skupaj, da si uspel splezati in da si preživel vse skupaj dejansko, ker lahko bi se končalo tudi dosti slabše, ne. In lepo je se srečati s temi ljudmi, ki smo bili skupaj na poti, srečati se s Slovenci, ki so nam pomagali na poti dol,
Jaz sem imel prej že stike z Slovenci, ki so bili tudi iz moje vasi, ki smo nas prijeli v Buenos Airesu, potem še en kup drugih ljudi, ki so jih dol spoznali. Ko pomislim zdaj z daljšo distanco na našo odpravo na Konkago januarja leta 82, imam samo lepe spomine. Prvo mi pade na pamet velikanska izkušnja, ki je bila za mnoge od nas prva izkušnja v visokih gorah. Konkago je tudi taka malo posebna gora, tudi se tam domačini tega zavedajo, zato ker 100-200 kilometrov naokrog ni nobenega zelenja, nobenega gozda. To je praktično zrasel ven iz rjavkaste puščave, ne. In je tudi težava tam gor, je malo kisika, ne. Je gora, ki te prestavi v drugačno stanje, ampak mi smo se kot ne vem, to mi pride na misel, kako se človek na splošno lahko znajde, ne, kako je človek kot bitje zmožen se empatije, se prilagoditi okolju, ne. Živali so vezane na svoje okolje, človek pa se tudi na popolnoma nemogoče okolje lahko pripravi. Jaz sem bil takrat mlad in so bile to zame samo nove izkušnje. Vzdušje med nami je bilo seveda usmerjeno na cilj, ambiciozno, saj drugače ni moglo biti, ampak niti enkrat niti nobene, jaz nimam v spominu prav nobene iskre, da bi se porodila kakšna zamera med enim in drugim, ali pa da bi se skregali okrog kakšne šalice čaja ali kaj takega. Nič. Samo prestavitev na neko drugačno stopnjo, usmerjenost na tisto goro, ki te dejansko zajame celega pod južno steno. Bazo smo imeli na 4000, vrh je pa potem gor skoraj na 7. In tudi ob sodelovanju se mi zdi, da smo potem lahko bili zelo uspešni, ker so vse 3 naveze prišle na vrh. Odprava je bila napravljena v bistvu, če zdaj pogledamo časovno, ne. V tistih 8 ali 10 mesecih je bilo v slovenskem prostoru, oziroma lahko tudi jugoslovanskem, če hočemo reči, ne, splezene 3 ogromne stene, in to so bile južna stena Loceja, južna stena Dhaulagirija in južna stena Aconcagua. Se pravi, vse so bile dolge 3000 metrov, ne. To je bilo napravljeno v 10 letih, to je prav res. In sigurno je bil en zagon po temu za vse. Na Primorskem neka dediščina, ki je ostala za našo odpravo, je bila sigurno. Veliko odprav se je potem odpravljalo v Peru, v Bolivijo, pa na druge konce. Tudi člani te odprave, ki smo bili skupaj, so odhajali. Slavc je bil na primer Trušnac, splezli dosti smeri v Peruju ali pa Boliviji kasneje. V bistvu vsi smo ostali aktivni, večinoma smo vsi ostali aktivni, ne. In z nekaterimi še zdaj plezamo. Sigurno, če pogledamo pa kronološko, južno steno Aconcagua sta potem po francoski smeri ponovila 2 fanta, ki žal ne morem se spomniti imena, iz Šentvida, izpod Nanosa, tam v sredi nekje 80 let. Potem je prišel Slavc, potem sta prišla Milan Romih in Tičko, ki sta plezala v desnem delu slovensko smer v kombinaciji s francosko, ki so bile ene variante vmes, ampak sta pobrala čudovito linijo in splezala lepo smer. Ona dva sta bila takrat 6 mesecev na plezalski turneji po Južni Ameriki, ne. No, potem je prišel s Romihom leta, mislim, 86. Slavc, ali 88. Slavc. Takrat sta zlezla potem desno od francoske smeri Rouletu, smer, ki je zelo težka in se konča pod Serakom, ne. Potem sta vstopila pa v skrajni jugozahodni greben, tam čez Piramidal, tisti vrh, ki je taka skalna stopnja, in potem greben proti južnemu vrhu Aconcagua. Romih je odnehal malo nižje, verjetno zaradi kakšnih zdravstvenih problemov, in Slavc je potem soliral naprej do vrha. In Slavc kot Slavc je potem sestopil po francoski smeri v enem dnevu, ne. Mislim, je mogel imeti jajca, da je to napravil, ne. Ampak Slavc je bil kot dirkalni konj, ne. In sigurno so redki, ki bi tako delali, ne. Tako da potem, po tistem sta pa prišla še
sta pa prišla še tale Koželj in pa Humar, ki sta želela, pač ona dva sta mene poklicala, Tomaž me je poklical, rekel, jaz bi prišel k tebi, če mi poveš kaj od Aconcagua, in sta se znajdla pri meni. Takrat sem živel v Gorici, v stanovanju, se spomnim, in sem jim pokazal film, naredil predavanje in smo spili 2 buteljki vina in pojedli ne vem koliko pršuta in naredili veselico dejansko. In sta šla in čez en mesec sta se javila, smo splezala sta v bistvu, začela sta tam, kjer bi jaz tudi začel, ne. Ampak potem sta kmalu zavila desno in speljala smer na svoj način, spominska smer Janezu Jegliču, ne. No, po tistem pa naših alpinistov ne zasledim več dol. Jaz sem